Dober dan in dobrodošli na slovesnem odprtju in pričetku ter pozdravu v čarobnemu decembru. Upam, da nam bo s skupnimi močmi in z malo maestrove pomoči vendarle uspelo še priklicati kakšno belo snežinko. Teh se nadejamo tudi zato, da bo lažjo pot do nas imel tisti mož, katerega prihod vsi danes čakamo. A mi kdo zna pomagati odgovoriti na vprašanje, koga pravzaprav danes najbolj težko pričakujemo? Aha, moji najboljši pomočniki so na moji levi in to so tudi tisti, ki bodo začeli. Ja, res je, Miklavža čakamo. A se Parkljo tudi kaj bojimo? Tu smo pa tam. Tu se mi pa zdi, da sem starše tudi ujela v odgovoru. Mesec december je za mnoge najlepši mesec v letu, mesec obdarovanj, no, na Ravnah imamo svoj čarobni december. Naj zima še tako stiska zobe, mesec december prinaša toplino, ki nas ponese v tiste brezskrbne otroške dni, saj smo tudi vsi mi pričakovali prihod dobrih decembrskih mož in z današnjim dnem pravzaprav otvarjajo svoje prihode. In svetega Miklavža bomo, verjamem, tudi dočakali skupaj s spremstvom, še prej pa mu bomo, kot se za čarobni december spodobi, kaj zapeli, kaj zaigrali, zaplesali in prižgali bomo vse lučke v našem mestu. Prvi bodo nastopili otroci, verjamem, da najbolj zvesto in najbolj težko čakate nastop naših najmlajših, zato bomo dali prednost otrokom, ki so stari eno roko pa en prst, torej 5, 6 ali pa nekje vmes med temi leti. Njihove mentorice Teja Polenik in Suzana Cigler-Žunko, danes jih spremlja tudi Eva Štrikar, pa seveda cela delegacija vrtca Ravne. Zapeli bodo pesem o kihcih in lučke praznikov, povedali recitaciji Bacili in 10 prstkov. Če boste znali in če se boste prav ulovili, jim lahko tudi pomagate. No pa začnimo, torej lepo povabljeni otroci vrtca Ravne, da med nas podelite svojo čarobnost, dobro vzdušje, previdno in dvignemo noge in razigranost ter nam polepšate druženje. Dale, so.
zdaj za vse nastopajoče pripravimo v backstageu za naše VIP goste čaj, kava, kratki, nekaj, da ogreje telo in duha. In seveda tudi miške so parajt za vse naše najmlajše nastopajoče. Torej, pridružite se na eni od stojnic, kjer piše, da ste na vrsti vi. Pred nekaj dnevi, dajmo še en velik aplavz za vse naše najmlajše nastopajoče. Nedvomno so bili najboljši, če se bi dalo njih najeti, sploh ne bi rabili osvetlic naše mesto, bi te majhne lučke svetile za nas. Pred nekaj dnevi smo zakorakali v še zadnji, torej 12. mesec tega leta. Leto je bilo, da ne rečem, kakšno dinamično, neverjetno, polno izzivov, na trenutke prelomno, nepredvidljivo in uspešno. Preživeli smo, okrepili smo vezi med nami in se še enkrat več naučili, da res v nesreči spoznaš prijatelja. In kar je najlepše, ugotovili, da prijateljev imamo kar nekaj. Spoštovane občanke, spoštovani občani, danes je dan, ko bomo osvetlili naše mesto in prebudili praznično vzdušje tako v naše ulice, kot tudi v vse vas. Čarobni december in s tem kopico prazničnega dogajanja bo z besedno popotnico pospremil tudi direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ZKŠTM Ravne, gospod Dejan Pandel, ki bo tudi simbolično naznanil sam začetek prazničnega obdobja oziroma čarobnega decembra. Pa gospoda Pandela prijazno vabim na oder. Prosim. Najprej lep pozdrav vsem zbranim. Hvala lepa, da ste se odzvali v tako velikem številu. Seveda, najlepša hvala vsem otrokom, da ste prišli nam pomagati, narediti ta december še bolj čaroben. Upam, da bomo uživali. Pravijo, če si želiš, dobiš. In letos smo res dobili prižig lučk z snegom in upam, da bo tudi cel december snežen, poln radosti, ljubezni in veselja. Kot ste lahko že videli, ste v predalčnike dobili naš program in ste ga lahko tudi pregledali. V letošnjem programu smo poskušali povezati vsa naša društva, vse naše šole, vse deležnike, da lahko sodelujejo in jih na tak način tudi podpremo pri delovanju. Tako da za vsakega je nekaj od kulturnih programov do športnih programov. Upam, da boste lahko uživali in vljudno vabljeni tudi na vse prihajajoče dogodke. Hvala lepa. Hvala lepa. Direktorju, pospremimo ga z aplavzom. Hvala tudi za vaš trud. Ni bilo lahko letos združiti vse sile moči, napeti tudi tiste zadnje atome in seveda prešteti vse cekine, ki so po takšnem letu, ki je bilo več kot turbulentno, ostali. Zdaj pa, da se malce pogrejemo na oder, povabim že naslednje nastopajoče, ki so za nas pripravili tisto ta pravo, kar sodi k prazničnemu pričakovanju. Ni praznikov brez prave praznične spodbude, to je brez prave glasbe. Pa naj se nam kar pridružijo mlade pevke in pevci pevskega zbora Osnovne šole Koroški jeklarji. Kot so nam zaupali, so na Osnovni šoli Koroških jeklarjev res težko pričakovali praznični december. Veseli jih, da so tukaj lučke, pa glasba, ples in zato bi nam radi polepšali začetek čarobnega meseca. Pa prisluhnimo torej otroškemu pevskemu zboru pod vodstvom učiteljice Saše Voler. Za nas so posebej radostno pripravili Juhej si zapoj in Dedek Mraz. Dajmo pospremiti z enim toplim in velikim aplavzom pevski zbor Osnovne šole Koroški jeklarji.
Tako se prepeva na osnovni šoli Koroških jeklarjev. Hvala lepa za ta vaš odličen prispevek. Uspelo vam je tudi otvoriti plesišče. Zdaj pa gremo vsi na slastne palačinke, na praznične miške, pa na topel čaj. A zmenjeno? Gremo nekaj na stojnico poiskati dobrega zase. Mi pa danes slavimo Miklavževanje. Običaj je posvečen predvsem otrokom, pa se spomnimo, česa smo se še kot otroci najbolj veselili. Na predvečer svetega Miklavža smo komaj čakali na njegov prihod, oblečenega v belo, z mitro na glavi, škofovsko palico in s knjigo v rokah. No, tako je vsaj bilo pri tistih, ki so v Miklavževi knjigi zapisani z zlatimi črkami. Sveti Miklavž pa ima tudi spremljevalce, ki jim pravimo parklji. In njihova naloga je, da poskrbi za poredne otroke, ki v Miklavževih očeh niso tako dobro zapisani. No, ampak veseli pa nas, da ti naslednji, ki prihajajo, pa so zagotovo v Miklavževi knjigi ta pridnih. To so otroci glasbenega direndaja. Po svetu je caroling, torej ulično prepevanje, posebnost teh praznikov. Ulično prepevanje približa božični čar in tega se v direndaju še kako veselijo, prav vsako leto. In z nami bodo danes delili skrivnost ali pa sporočilo naslednjih dveh pesmi, Feliz Navidad, torej srečno novo leto, in na božično noč. Pa jim toplo in močno zaploskajmo v pozdrav, prihaja glasbeni direndaj. Velik aplavz še za naš glasbeni direndaj iz centra mesta. Dajmo pospremiti vse nastopajoče z velikim aplavzom. Hvala, ker ste z nami in ker se trudite, kljub temu, da je kitare težko držati pod kontrolo v tej vlagi in v mrazu. Danes je Miklavževo pravi zimski ljudski običaj, ki ljudem vseh generacij pričara nasmeh na obrazu. In kaj še pričara nasmeh? Da smo siti, da nas ne zebe, da bo dišalo naokoli nas, pa skrbijo tudi na današnji adventni tržnici, po prazničnem čaju, vroči čokoladi, kuhanček, pražene oziroma pečene miške in še marsikaj slastne palačinke, ki so na voljo tudi za povsem vse nastopajoče, torej da se lepo pogrejemo in ogrejemo tudi od znotraj. In medtem, ko se pripravljamo na Miklavža, pa ker nam je uspelo že pričarati nekaj snega, še več pesti držimo za nadaljevanje, se bomo potrudili, da Miklavžu in Božičku in vsem dobrim možem, ki imajo karkoli dobrega za nas pripravljeno, torej osvetlimo pot do našega mesta in seveda do vas.
Zato vabim tudi na oder našega župana, dr. Tomaža Rožena, da nas nagovori in da pozdravi tudi naš čarobni december. Dr. Tomaž Rožen, prosim, izvolite. Spoštovani zbrani, lep pozdrav vsem prisotnim tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Lepo dobrodošli torej v mestnem središču, na mestnem platoju, kjer pričenjamo z prižigom lučk, ki se bo zgodil nekaj trenutkov za mojim nagovorom. S tem pričenjamo tudi čarobni december, mesec poln pričakovan, mesec poln praznovan. Kot ste že slišali, najmlajši nekoliko zamajano prihaja Miklavž, nekaterim bo najbrž kaj prinesel, z njim pa tudi parkelj za tiste otroke, ki niste ubogali staršev, niste ubogali učiteljev, tako da malo še počakajte, boste videli, Miklavž in parkelj prihajata. Drugače pa v mesecu decembru nas čaka kar nekaj dogodkov, zabav, kulturnih prireditev. Upam, da ne bo premrzlo, da se boste dobro počutili na teh prireditvah. Organizator Zavod za šport, kulturo, turizem, mladinske dejavnosti se je potrudil za čim bolj zanimiv program, ki se bo odvijal vse tja do silvestrovanja, torej do 31.12., ko se bomo tukaj zbrali in skupaj stopili v novo leto 2024, za katero upamo, da bo boljše, lepše, manj poplavno, kot je bilo letošnje leto 2023. Tako da še enkrat prisrčen pozdrav vsem najmlajšim, najstarejšim, vsem, ki boste našli voljo in boste se na Ravnah družili na javnih prostorih, torej v tem čarobnem mesecu decembru, kot rečeno, ki ga bodo obiskali 3 dobri možje, najprej Miklavž, nato Božiček in na koncu tudi Dedek Mraz. Tako da vam želim lepe praznike, sreče, miru in zadovoljstva, pridite še na kakšno prireditev in vam želim, da bi preživeli lep in zdrav december. Hvala lepa, prosim, ne odhajajte, dr. Rožen, malce še stopite bliže k mikrofonu. Česa pa se vi najbolj veselite v letošnjem prazničnem decembru? Veselim se predvsem druženja z ljudmi, da bi nekoliko manj delali, se kaj poveselili in pa predvsem preživeli lepe praznične dni. Omenila sva že, da prihaja prvi od dobrih mož, a se vi parkljev kaj bojite? Ne, se ne bojim. Zelo glasne prišepetovalce imate, lahko se jim zahvalimo. Ja, zdaj vas ne bom vam še spustila zimskim vragolijam na pot, ampak zdaj bova potrebovala tudi pomoč vseh vaših prišepetovalcev. A smo pripravljeni, da prižgemo lučke našega mesta? Nismo še, ali smo? Ja! Mi smo en del lučk za vas že prižgali, to predvsem zato, da so našli pot v center mesta, ne, dr. Tomaž Rožen? Ja, nekaj lučke že prižgani, ampak tu nad nami je zdaj še temno in ko bomo šteli zdaj od 10 na dol. Jaz sem računala, da bi šteli od 387 nazaj, a bi to šlo? Bi šlo, to bi šlo. Ampak ne, bova poskusila kar z 10, velja. A smo pripravljeni na te 3-4 zdaj? Gremo od 10 na vzdolj, okej. 3, 4, zdaj, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lučke! Hvala lepa, dr. Tomaž Rožen, zdaj pa lahko veselo vragolijam naproti, no zdaj sem vesela. Sem prepričana, da nas bodo našli vsi dobri možje, ker svetlo je postalo nad nami. A si damo en velik aplavz tudi za to, da se pogrejemo, dajmo zaploskati, bravo. Tako, 11. čarobni december na Ravnah tudi uradno začne. In kaj zdaj potrebujemo še za nadaljevanje in stopnjevanje pravega vzdušja, drugo kot majhne pomočnike, veliko prave zabave in dobre glasbe. Vse je nared za to, bosta v nadaljevanju poskrbeli tudi 2 hudournici, članici Kulturnega društva Svitanje, nastopili bosta Tinkara Štern in Hana Mlakar. Obe že več let prepevata v skupini Brančur Kulturnega društva Svitanje, nastopata na različnih prireditvah na Ravnah in po naših ožjih delih lokalnih skupnosti, zelo radi zapojeta tudi kot solistki in tako se bosta predstavili tudi danes. Tinkara Štern je danes stara koliko let? 9. Zapela nam bo pesem Dan ljubezni. Od pepel in kri. In če si pripravljena, Ja. pa začnimo. Dajmo en velik aplavz za Tinkaro Štern. Izvolj.
velikih večnih, če sploh ne veš, da so kdaj bili. Zemlje en dan, iskriš si ga tja, da se šostam. Pozabil ga, nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, da je prišel, bo zavesel. Naj te upanje ne zapusti, ne zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, da je prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan, da je prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan, ljubezni dan. Bravo, Tinkara Štern, tole je bilo pa več kot odlično. Tinkara, prosim, kar ostani malce tukaj, malce se mi še pridruži. Vi ste se izkazali kot odlični pomočniki pri štetju, kaj pa pri petju. Namreč, Tinkara, kdaj imaš ti rojstni dan? Danes. Danes ima rojstni dan, kaj pa pojemo za rojstni dan? Dajmo vsi skupaj prova, 3, 4. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Tinkara, vse najboljše za te. Bravo, iskrene čestitke, jaz upam, da si boš današnji 5. december res dobro zapomnila. Lepo praznuj, zdaj pa hitro na ene slastne palačinke. Mi pa zdaj znamo pet, pa znamo štet. Odlično smo opremljeni za nadaljevanje. Zdaj nam bo zapela še ena izkušena solistka, tale je že srednješolka Hana Mlakar, ki nam bo zapela pesem od Adele When We Were Young. Pa ji dajmo zaploskati. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like
like a dream come true. And if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. Oh, I'm so sad of getting old. It makes me reckless. It was just like a movie, it was just like a song when we were young. Tako odlično pa zveni naša ravenska Adele. Hana Mlakar, hvala za aplavz in hvala Hani za tvoj prispevek. Mimogrede naj zaupam staršem, da bo danes od 20. ure naprej en prav poseben večer v kompleksu. Tja prihaja vokalistka in pianistka Maja Manila, pa Severi Sarjonen na bobnih in Johannes Garrod na basu, torej v KMKC komplekse ima to zgoditi. Povedali smo že, kdo poleg spoštovane Maje Manile še prihaja danes na Ravne. Miklavž in kdo Miklavža spremlja, smo tudi že povedali, in kako poteka določanje pridnih in najbolj pridnih. Pa vi veste, kaj prinaša Miklavž, kaj prinese Miklavž otrokom?
Aha, tule nam je ušel ta podatek. A kdo ve, kaj prinese Miklavž otrokom? No, naj slišim. Darilo. Darilo, aha. Kaj je noter v tem darilu, da slišim? Suho sadje. Suho sadje, dajmo en velik aplavz, ta punca ve, kaj še prinese Miklavž. Aha, suho sadje, pa kaj še, šibo? Ja, tudi šibo lahko prinese. Pa mandarino tudi prinese. Pa še kup dobrot, verjamem takih, za katere zobozdravniki niso najbolj srečni. No, danes se med Miklavževimi darili najpogosteje znajdejo sladkarije, pa kakšne nogavice in igrače. Kaj je pri tem najbolj pomembno? Da ostanemo skromni. To je ključ do vsega. Smisel ni v obdarovanju, ampak v toplini in v tem, da širimo dobroto, nasmeh, objeme in talent ter pesem, ker že od nekdaj velja, da kdor poje, zlo ne misli. Sledi pa glasbeni prispevek glasbenega centra Balu. Balu je letos prvič z nami na decembrskem dogajanju. Luka Basi in Nastja Gabor sta imeni, ki sta naravne pred slabega pol leta pripeljala karavano dobre glasbe in inkubator novih glasbenih talentov in predstavljata glasbeni center Balu za vse generacije. Poučevanje solopetja individualno v majhnih skupinicah, kot tudi poučevanje inštrumentov. Center šteje danes že več kot 50 učencev in v pol leta so dosegli tudi zavidljive uspehe na glasbenih festivalih, tako po Sloveniji, kot tudi že na Hrvaškem. Poleg Nastje in Luke pa v glasbenem centru Balu delujejo še kitarska mojstra Matevž Špegel-Štaher in Nejc Švajger, pa bobnarski virtuoz Miha Hovnik-Plešej, koroško srce Vera Trafela, ki je tudi danes z nami, odlična glasbena pedagoginja Anja Krivec in gospodična, ki obvlada črno-bele tipke, Rina Repnik. In zdaj bomo nadaljevali torej z glasbenim centrom Balu. Jaz pa že kar vabim na oder Lauro. Laura Hartman prihaja sicer iz Šentjanža pri Dravogradu, poje pod okriljem Nastje Gabor, zelo rada poje, igra tudi kitaro. Pred nekaj časa je začela pisati tudi avtorske pesmi, ki si jih želi nekoč tudi posneti. Laura nam prinaša darilo, ki jo sicer prepeva Mareja, pa predlagam, da toplo in močno zaploskamo Lauri Hartman. Redko še najdem iskrene oči, toda vse je tvoje srce, nasmeh tvoje drugo ime. Ti dajem
darilo, hvala.